morje je tudi moj svet in vesela sem, da imam spet tako nasmejano glasbenico pred mano. Živjo, Anja. Živjo. Lepo sončno si nas popeljala, moram reči, na tole oddajo. Jaz tudi komaj čakam, da se grem malo kupati in pa malo na plažo. Joj, kako šele jaz. Sem vesela, da so končno odprli te občine in da bomo malo bolj prosto lahko res prehajali v tisti del našega sveta, se mi zdi, ki ga vsi toliko zelo pogrešamo. Se mi zdi, da z vsemi, ko govorim, no večina, moram reči, kam boš pa šla, potem, ko bo spet možno morje, Piran, Portorož, kavica ob morju, to se mi zdi so sanje mnogih zdajle, no. Ja, mene sigurno. Tako da rečemo, si bolj morski človek kot gorski človek. Sem oboje, ampak če bi mogla zbirati, bolj morski. Bolj morski. Ja, jaz tudi komaj čakam kakšno ledeno kavo ali pa sladoled, tako da mislim, da bo vsem pasal ob teh toplih dnevih se pa malo pogungati nekje ob kaki plaži. Tako, to bo super. Sem pa vesela, da te imamo med nami, kajti prvič si v naši oddaji in prav nek nov obraz naših gledalcev. Z veseljem moram povedati, da sem malo tvoja fenica, predvsem zato, ker sem tudi fenica musicalov, tako da sem še toliko bolj vesela, da sem te lahko spoznala. Bi se mogoče na kratko predstavila in tudi s čim se ukvarjaš? Ja, no, na kratko pomeni 20-30 sekund. Ukvarjam se z glasbo pravzaprav že od otroštva. Začela sem tako kot verjetno večina v nekih zborčkih in vztrajala v zborovskem svetu kar nekaj časa. Potem sem pa se vpisala v nižjo glasbeno šolo, najprej naredila klavir, ampak že ves čas, nisem mi najbolj dal vaditi, to moram priznati, ko sem končevala potem 6. razred klavirja, sem ugotavljala, ampak ne, to ne more biti moja zadnja postaja, ne, jaz hočem nekaj drugega. In sem se pol vpisala še na pevski oddelek. Tako da sem 2-krat v bistvu delala nižjo glasbeno šolo in skratka začela in končala čisto drugje. Končala z opernim petjem, ki sem ga potem redno vadila 8 let. Ampak tudi potem, ko se je to obdobje končevalo, ne, sem rekla, to tudi še ne more biti konc. Tukaj se meni šele nekaj odpira. Ne, in smo potem z pevskim zborom Veter, v katerem sem kar nekaj let vadila, nastopala z njimi, imeli priložnost v Križankah nastopiti z takrat aktualnimi solisti iz West Enda in Broadwaya. En tak večer solistov so naredili in mi, naš zbor pa še 2, smo bili spremljevalna, torej back vokalistična, taka, mislim, da nas je bilo 90 pevcev odzadaj, ker smo peli od Fantoma, iz opere, ne vem, sami tisti top musicali, Miss Saigon. Skratka, in jaz sem takrat v živo doživela tiste ta prave pevce in RTV orkester je bil takole spredi pred nami. In jaz se spomnim tega občutka, to je bilo kot znotraj me elektrika stresala in se kao musical, to sem jaz. Torej na vokalno tehniko, ki sem jo imela že nekako zgrajeno, pol pa še ta bolj pop, nek sound, ki mi je bil v bistvu blizu, ne, in se mi je zdelo, da je musical točno perfektna kombinacija vsega tega. Feelingov, mislim, ful čustev, ful bogata interpretacija in sem se ful našla v tem. Ampak v Sloveniji takrat v bistvu musical je bil dokaj nepoznan, tudi ljudi še ni toliko zanimal in tako naprej. Moram reči, da na žalost ga je dosti ljudi sprva gledalo zelo zviška, v smislu, kaj pa je to, neki tam cvilijo in tako. Če bi ljudje vedeli, koliko enega dela se vloži v produkcijo enega musicala, ne vem, od tega, da poješ, plešeš, igraš in vse moraš delati pač sorazmerno dobro, da si lahko del tega, je tule ogromno enega znanja in v bistvu veščin, ki so zadaj za tem. No, skratka, in takrat ne samo, da publika ni bila še toliko zelo zrela za to, tudi med glasbeniki pravzaprav še musical ni toliko zakrožil. In sem si jaz rekla, če pač tega nisi, bom to ustvarila. In tako je nastal moj prvi band Akordika. Na enem dogodku za mestno občino Ljubljana smo naredili v bistvu par komadov z eno ekipico ljudi in ko smo vadili in ko smo bili tam, jaz sem se rekla, to je to. To je to. In iz tega je v bistvu potem nastala Akordika, torej moj prvi band, ki se ukvarja prvenstveno z izvajanjem musicalov.
In potem sem imela pa priložnost nastopati čisto kot solistka tudi v različnih mjuziklih z manjšimi ali večjimi vlogicami. Med drugim v Mamma Mii sem igrala domačinko, v alpski sagi Mamo, tako da sem bila mama od Tilna Artača in snaha od Ane Marije Mitić. Potem sem bila v Madagaskarju z alternacijo z Irino Jebua, so bili nilski konjici. In na koncu, v bistvu pred tole korono, zadnje pol leta, sem bila pa še v vlogi Joanne iz musicala Company oziroma druščine v slovenščini. Ta vloga mi je bila pa tako, to je bilo pa veliko treninga, veliko sem se ukvarjala z igro, dodatnega študija je bilo potrebnega, tako da se mi zdi, da sem s to vlogo pa še potem dodatno zrasla. In zdaj tistih 30 sekund je že zdavni mimo, tako da bom zdaj zelo pohitela. Hkrati se ukvarjam veliko sinhronizacijo, risank, in v vmesnem času sem naredila še en band, Anja Strajner band, ki sem ga pa želela narediti zato, da bi nastopala na več dogodkih, takšnih in drugačnih, na porokah. To si zelo želim početi, ker jaz, kot 40-letnica zdaj že, sem že zelo dolg časa z mojim Andrejem, se nisva nikoli učila, tako da se nekaj očitno malo kompenziram, da hočem zdaj nastopati na porokah drugih, Mogoče pa še pride. Mogoče pa še pride. To je pa tudi res, Skratka, veliko stvari počnem, in me zanima in si želim, iščem ves čas nove stvari in to me nekako hrani, bom tako rekla. Super, vesela sem. Ampak avtorske glasbe pa nisem omenila, Avtorsko glasbo bova pa pokazale pol, tudi. Preden nadaljuješ, jaz imam en kupenih vprašanj. Tako da prvo, kar te hočemo vprašati, mogoče se naši gledalci ne predstavljajo, ampak operne petje je nekaj precej drugega kot navadno klasično petje in ni vsak glasbenik tudi operni pevec. To je zelo, zelo tako deljeno. Kako pa je bil ta preskok narediti oziroma kako si se odločila, da si potem pa iz opere prešla tudi na navadno glasbo, a je to mogoče na navadno, na klasično, a je to težko oboje uskladiti ali pa preklopiti? Je in ni, bom iskrena. Je pa potreba narediti preskok, zdaj ne veva, čisto kdo je na drugi strani, ki naj jo posluša, ali so to zdaj kakšni pevci, pa se malo bolj spoznajo na to, ali so ljudje, ki jih bolj tako zanima, tako da zdaj, da bi na dolgo odgovarjala, kako tehnično to izgleda, bi bilo verjetno preveč dolgočasno. Je pa precej drugače, kako nastavljaš glas, kako ga podpiraš, kakšne, bomo tako rekli, votline, odprtine v ustih iščeš. Pri opernem je tudi pozicija ust čisto drugačna, čisto drugače zadeni kot pri pop petju, iščeš čisto drug način vibracije glasu, nastavka glasu. Jaz še zmeraj delam na tem preskoku, redno vadim, še vedno imam vocal coachingo, jaz to vsakmu povem, če je za športnike zelo samoumevno, da imajo tudi potem, ko so že vrhunski, svoje trenerje, zakaj pevci tega ne bi imeli. In jaz to ves čas zagovarjam, vsak, ki se hoče profesionalno ukvarjati s petjem, mora imeti svojega vocal coacha, ne glede na to, koliko dobro, slabo, srednje in ne vem, kako še pač poje. To, na tej rasti mislim, da je treba ves čas graditi in je treba delati. Tako da jaz redno vsak teden še vedno hodim k Željki Predojević, ki obvlada ravno obe tehniki, in operno in to musical pop nastavek petje in še vedno delam v bistvu ves čas na tem. Super. Ne uide mi, čeprav sem včasih malo lena, tako kot vsak, pa pol ne vadim čisto vsak dan, tako kot bi mogla, ampak se pa trudim, res ful veliko delam in se učim. Obiskujem tudi ogromno webinarjev zdaj v času korone, ko se je vse zaprl, meni je bilo jasno, ko so eni rekli, da se dolgočasem. To je moment, kako. Jaz sem zdajle na tem, da se vpišem v 5 webinarjev, sploh za pevce, za glasbenike. To je ogromno enih stvari. In če brskaš, najdeš vse. In tako jaz sem skozi na nekih teh izobraževanjih, online in uživam, tako. Super. Sem zajadrala malo, Ne, lepo te je poslušati. Tako kot si rekla, ne vemo, kdo je na drugi strani, ampak kakorkoli, glasbeniki se zavedajo, kako je težko.
in pa verjamem pa tudi, da gledalci morda ne pomislimo res, kako je poslušati nekoga, ki operno poje, oziroma kako bi temu rekla, ne, pač, ali pa navadno pop. Obe sta super zvrsti, obe rabita trening, ampak če imaš pa oboje, pa mislim trening na kvadrat in to res kapo dol, no. Hvala. Ja. Zdaj pa, da pridemo naprej, prej si omenila muzikle. To je pa ena stvar, ki jo mogoče čakam bolj kot pa sladoled na morju, da se odprejo ti muzikli. Pogledala sem si jih že kar dosti, Mamma Mia tudi je med temi. Nisem si pa pogledala te zadnje druščine, kot si rekla, ampak si me tako navdušila. Se bo to še predvajalo v bodoče, glede na to, da se je nekje na sredini končalo zaradi korone? Pravzaprav bi to vprašanje mogli obe nasloviti na producenta. Ne vem, iskreno ne vem. Nisem se pogovarjala z to ustvarjalno ekipo, ki je stala, organizacijsko ekipo, ki je stala za tem projektom, tudi ne vem. Jaz bi si to želela, je bil pa to zelo zahteven projekt, ki je zavzemal ogromno v bistvu igralcev, pevcev. Tako da bi si pa želela in zelo priporočam v vpogled, če se ne motim, je na YouTubu celo brezplačno ena originalna verzija tega Sondheimovega muzikla iz Broadwaya. Vsaj v tistem času, ko smo mi študirali za to vlogo, smo izbrskali eno to gratis, torej celo, 2 uri trajajočo predstavo na YouTubu. To je muzikal, ki govori o odnosih, o partnerstvih, o parih, ki funkcioniramo, kot vsi vemo, vsak par malo drugače. V vsakem odnosu se dogaja druga dinamika in ta muzikal govori točno o tem. In je pol časa smešen, pol časa je žalostno, tretjino časa najmanj ti da tisto, mašina, pa ja nisem jaz taka, ker je ful ti nastavi špegu, ogledalo. Ta muzikal ti pa res, Eni se prepoznajo v ljubosumnosti, drugi v posesivnosti, in ta preigravanja moški, ženska, mislim, fantastičen muzikal, res življenjski, ni tako disneyjevsko pravljičen, ampak je v bistvu zelo realističen in je v tem smislu zame še zato toliko bolj bogat, ker se mi zdi, da umetnost se mora večkrat dotikati tega, kar je v realnosti, kar je tisto vsak dan. Seveda je fajn, če te odpelje v fantazijski svet, pa ti pokaže ene pravljične lepe vsebine, do katerih ne moreš toliko vstopati, ampak super je pa tudi, ko je ta ogledalo moment in je tako, ok, taki smo v resnici. Tudi lažje se poistovetimo potem za samim muziklom. Tako da zdaj imate domačo nalogo. Namesto petkovega filma si rajši pogledajte kakšen muzikal, verjamem pa, da bo to super romantičen pobeg, tudi če povabite svojo partnerko, zdaj bolj na moške cilja, da si naredite nek date night večer. Zdaj nikamor ne moremo, gostilne so zaprte, ampak mislim, da bomo vse nadoknadili tudi doma in si lahko tako popestrimo kakšen večer. Ja. Ko pa se stvari odprejo, pa čakam, Anja, da boš takrat sporočila, kateri muzikli so zdaj tisti, kjer te bomo lahko pogledali. Seveda se morajo stvari malo kristalizirati, da sploh se bo program za naprej delal, ker zdaj vse še v oblakih, ampak res pričakujemo, da nam boš takrat javila, da te lahko pridemo pogledati in pa te vidimo na velikih odrih, kajti mislim, da boš še vztrajala tudi naprej z muzikli. Bom, to pa definitivno obljubim in vam javim, z veseljem. Tako, ja, že komaj čakam in pa res muzikal je nekaj takega, ponovno nekaj takega, kar zahteva veliko dela in pa ogromno enega časa, ne sem prej poješ opero in pa pop, ampak zdaj pa še mora zraven igrati in pa usklajevati to s petjem in pa z vsem, tako da, mislim, da so to take kulturne zadevice, ki si res zaslužijo dober ugled in pa res veliko nastopov, tako da upam, da bomo nadoknadili to leto 2020. Ja, upam. Naj že pride 2022, bom tako rekla. Mislim, 21, če bo super, ampak jaz se pol nadejam, da v 22 se pa res vse odpre in da bomo res svobodno spet letali naokrog. Tudi jaz komaj čakam. In da bo več nastopal. Se naužili te kulture, ja. Si pa prej omenila, da imaš tudi band, 2 leti sta zdaj že nekako v obteku. Kako pa je igrati zdaj na porokah ali pa igrati na nekem odru? Kakšna je tukaj publika? So kakšne razlike, ki jih občutite?
Torej, jaz imam dva benda. En je Akordika, ki sem ga prej omenila, ta obstaja že skoraj 11-12 let, bi mogla pogledati. Se ukvarjamo predvsem z muzikli, z glasbo iz muziklov, medtem ko Anja Strajnar band si pa zadal to, bom tako rekla, tak cilj, da iz vsakega žanra, iz vsakega obdobja vzamemo pač neki skladb. Tako da smo res žanrsko zelo diverziteten, bogat band. In ja, nastopati, ne vem, v kulturnem domu, nastopati v Kazinoju, nastopati, ne vem, imela sem priložnost nastopati na Poletni noči, na Kongresnem trgu, pa še kamere, pa še, ne vem, vedete, ne vem, 300 000 ljudi gleda. To je vse čisto drugače, na nek način. Doživljanje, tvoje notranje doživljanje je drugačno. Ampak meni se zdi bistveno, da se kot performer poistovetiš z vsebino, ki jo podajaš, da res začutiš tisto glasbo, ki jo izvajaš in v bistvu podajaš tako iskreno, relevantno, da v bistvu čutiš skladbo, ki jo delaš. Ne glede na to, ali je velik oder, ali je mali oder, ali je odzadnji orkester, ali je odzadnji 5-članski, 7-članski band. Jaz mislim, da publika, ne glede na to, kje je, začuti, ali si iskren, ali to delaš res rad, ali to delaš, da ne bom zdaj negativna ali pa slabovoljna, ampak tako, ja, jaz mislim, da se iskrenost začuti in da pri glasbi težko lažeš. Tako. Ne vem, če sem ti čisto odgovorila, Maja. Ja, seveda je drugače za eno zaključeno zasedbo igrati, ampak če imaš to rad, če si me mogoče to hotel vprašati, ti je vseeno, ali je pred tabo 200 ljudi, ali je pred tabo 30 ljudi, res je vseeno. Za Akordiko smo večkrat nastopili v Ljubljani, v eni kavarni tudi, kamor pridejo ljudje res poslušati glasbo. Majhen prostor, ampak vsi so tako pod odrom. In jaz še nikoli nisem doživela, da je kdo dobesedno tako pol metra od tebe, in te res tako in ti zre in te posluša. In jaz sem to doživela in takrat šele vidiš, wow, jaz te pa res zdaj nekaj podajam, jaz te pa res nekaj sporočam. In je lahko, če gledava numerično, tak nastop za nastopajočega odtehta vsak, ne vem, stadion. Jaz nisem sicer še nastopala na stadion, da ne bo pomote, ampak ni poanta v količini, ampak v bistvu v tej kakovosti tudi, ker znaš z publiko vzpostaviti. Za ta stik se mi zdi, da gre. Je pa zanimivo doživeti, recimo z Mama Mio, smo nastopali, ne vem, po vseh največjih teh dvoranah, ne vem, celjske se spomnim, pa mariborske, to so ogromne hale, športne, dvorane, ki gre noter, ne vem, koliko tisoč ljudi, in je valjda to zanimiv, ploska tam, ne vem, par tisoč ljudi, pa hkrati doživeti to polmetrsko izkušnjo, oboje je ful zadovoljujoče. Vsako na svoj način, za performerja. Sem vesela, da imaš res tako pestro ponudbo in pa tako si dejavna. Marec je res nekako mesec žensk in pa vidi se, ker imam same take power women v vsaki oddaji, tako da res kapo dol. Ja, razumem, kaj si hotela reči, v bistvu vidi se, ali delaš nekaj s srcem ali ne, in to se pri tebi res zelo, zelo vidi, zato tudi pozivam naše gledalce, da pogledate gor tudi na Facebook, pa malo prečekirate njene videospote, videospote in pa seveda druge coverje, ki jih objavlja na YouTube kanalu. Vidi se ti, da si non-stop nasmejana in pa pozitivna in mislim, da bi vsakemu polepšala dan, prav tako pa se za vsakega najde. Sem pa opazila, da poješ tudi v drugih jezikih. Jaz sem študirala italijanščino, jaz sem po izobrazbi v bistvu filozofinja pa profesorica italijanščine, čeprav sem zaplavala pol čisto druge svetove, tako da ja, predvsem v italijanščini zelo rada pojem, mislim, italijanska kancona ima v bistvu en tak bogat zgodovinski razvoj tudi in tam se mi zdi, da v tem jeziku pa še posebej izliješ čustva, drugače spevanje, drugače tudi letijo kar te besede in zelo rada. Zelo se tudi rada pol spopadam s kakšnimi drugimi jeziki. Prav v izziv bi mi bilo, če bi recimo imela nekoč priložnost peti na poroki kakšnega ruskega para ali pa ne vem,
danskega para, ker zmeri rečem tudi recimo parom, za katere nastopam na porokah, da imajo lahko pač glasbene želje. In se bi zdelo ful dobro, če bi mi kdo rekel, da je nauči tole rusko pesem, recimo, in bi se jo z veseljem. Tako se mi zdi, da pol tudi rasteš vse smeri. Se v bistvu soočaš z novim glasbenim materialom in v tem smislu v bistvu nadgrajuješ vse to, kar si do zdaj zgradil. Najlažje je pač poustvarjati in vedno znova lajnati iste skladbe. No, razen, če so res tvoje, pa če res čutiš besedilo in jih v bistvu imaš za svoje na nek način. No, jaz imam par takih svojih skladb in pa niso moje, torej nisem jih sama napisala, ampak jih toliko čutim za svoje, da jih vedno znova in znova in znova poustvarjam na odru in mi nikoli ni dolgčas. Čisto zmeraj grem v interpretacijo, ker točno vem, kaj ono besedilo govori in stojim za njim. Imaš pa tudi nekaj svojih komadov, ne? Prej smo si lahko pogledali že enega takega lušnega ob morju, rekla si avtorske komade in pa po najnem pogovoru bo sledil še eden z zanimivim naslovom Notranji kres. Bi morda kaj več povedala, kako pa je, ko poješ svoje, oziroma videla sem, da celo tudi ustvarjaš svojo glasbo, ne? Si zraven dejavna tudi pri ustvarjanju tega izdelka. Kakšni so pa pol feelingi, kako je v bistvu, kako to vse nastane in ideja in vse, in pa kaj dejansko govori naslednji komad, o katerem bomo potem lahko kaj več tudi rekli. Notranji kres je skladba, ki je nastajala ob koncu, torej 2020, ob koncu poletja, se mi je v bistvu porodila prva ideja zanj. In da ti tako odgovorim na to vprašanje, kako je izvajati v bistvu svojo glasbo, še večjo odgovornost čutiš do tega. Zato, ker za skladbo, ki jo daš pa ti ven, in sploh, če se ti mašina prižge tisti gumb za perfekcionizem, je proces potem kar zahtevan, ker si pač neizprosen do konca. A bi lahko to še boljše, a bi lahko to predrugače, je to dovolj zanimiv. Čez veliko enih dvomov greš lahko, čez veliko enih možnih, prevpraševanj, a sem dovolj jasno povedala v besedilu to, kar čutim. Je bil pa zelo, zelo pisan iz mene. Res, to je bil komad, ki sem ga čutila, ni avtobiografski nujno, ampak v enih pogledih pa zagotovo. Zelo je bil izpoveden, mislim, da tangira ne samo na ženske, ampak tudi na moške. Tako posredno v bistvu govori o tej iskrenosti, biti avtentičen, biti samosvoj, biti v stiku s tvojimi potrebami, s tvojim feelingom, s tvojim čutenjem sveta. O tem govori ta skladba. In je nastajala v eni taki manjši ekipici, torej sem napisala besedilo, glasbo pa smo potem soustvarjali še z dvema fantoma, Žanom in Domnom. In potem mi je bilo lepo ustvarjati tudi video spot, ki smo si ga zastavili zelo enostavno, estetsko, v bistvu zelo minimalistično, ampak jaz sem to hotela. Torej, če si bojo gledali poslušalci, poslušalke spot, bodo videli, da je ves čas v bistvu dost, mogoče bi kdo rekel enoličen, ampak jaz sem rekla, če ne bo na tak način narejen, ne bo besedilo prišlo v ospredje in to sem hotela. Tako da sem ves čas v eni obleki, ne leti 200 helikopterjev okrog mene, noben fant ne prlaufa in me poljubi, ampak sem tam skusam jaz in pojem dosti frontalno v kamero. To sem hotela, tako sem čutila za to skladbo. Kaj bo pa sledil, zdaj namreč pripravljam eno novo skladbo, že bomo pa videli. Super, to pomeni, da se kaj kmalu spet vidimo. Tako, upam, da res. Lepo te je bilo poslušati. Jaz verjamem, da si komaj čakamo, da si pogledamo ta tvoj naslednji video spot. Bi pa pozvala naše gledalce in pa gledalke, tako kot ste prej slišali Anjo in pa njene želje v petju v tujem jeziku. Slovenija je nekako zelo poročna destinacija, vsa leta vedno bolj tudi za tujce, tako da če imate koga, dajte ga malo pobrkljati in mu povejte, ona pa res igra vse. Tako da kdorkoli se zanima za eno odlično power woman z neizmerno zanimivo zgodbo, musicali, pa še opera, pa še tuji jeziki, pa ni da ni, tako da res kapo dol. Mislim, da je to energija, ki jo lahko preneseš tudi na
na tvoje poslušalce in pa, če te je bilo lepo poslušati zdaj, pa verjamem, da pa na kakšnem koncertu pa to toliko boljše in jaz komaj čakam, da se vidimo v živo, tako ali drugače. Anja, čas se nam počasi izteka. Hvala, Maja, za intervju. Ja, hvala, da si se odzvala, res je bilo lepo in pa mislim, da je čas, da si pogledamo ta tvoj notranji kriz. Če pa imaš še kakšne sporočilce za naše gledalce, pa ga tudi lahko na hitro predaš. Mislim, da sem bila kar zgovorna, ampak mogoče samo še povabilo, dobrodošli ali na spletno stran, ali po pogledu posnetkov, pa se že potem v kakšni priliki srečamo, a ne? Kakšna pa je tvoja spletna stran, da mogoče na hitro še poveš? 3x2anjastrajnar.com. Dobrodošli, skratka, in upam, da se srečamo ali pod kakšnim odrom, na kakšnem dogodku, na kakšni poroki. Lepo vabljeni, no, skratka, da me kontaktirate, kot vidite, zaenkrat še ne grizam, razen da je nohte, ampak no, tako, lepo se imejte. Tudi jaz vas lepo pozivam, torej ste slišali anjastrajnar.com ali pa Facebook profil. Jaz verjamem, da ne grize in pa tudi ne bo, ampak kar povabite jo, tudi jaz se veselim, da se vidimo in pa da nam predaš to tvojo energijo, ki jo imaš. Do takrat pa hvala lepa, da si z nami delila vse te tvoje izkušnje in pa se veselim tvojih novih izdelkov. Upam, da bo tudi kakšen video spot, da se lahko takole tudi kmalu spet vidimo. Do takrat ti pa želim vse dobro in pa seveda tako tudi našim gledalcem. Sedaj pa si pogledamo video spot Anje in pa sicer notranji kriz, da vidimo, o čem točno nam je govorila naša draga Anja. Tako da hvala lepa. Srečno! Nasvidenje!